nikoli se ne smeš zlagati v poslu. To je največja napaka, ki jo delajo, da pretiravajo, vedno preverjati stvari, ki jih pišeš. Ta planet dejansko ima neke meje, jasno. Generalni pokrovitelj intervjuja je AC Sport d.o.o. Moj gost je dr. Božo Dimnik. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Med nama je pravzaprav velik generacijski prepad, a ne? Bom rekla, v tistih časih, se pravi, ko sem se jaz rodila, bi vi skoraj lahko šli že v penzijo, a ne? Takrat, ko se je pri 54 še hodilo tako da, pravzaprav, kako sem prišla do vas, kar nekaj ljudi me je spomnilo na vas, ko razmišljamo o zanimivih ljudeh, ki bi jih radi povabili na intervju. In pravzaprav je bil trenutek dileme, ali ja, ali ne, ali je to dobro, ali to ni dobro. V roke mi je prišla vaša knjiga, ki sem jo prebrala na en mah, bom rekla. No, v nekaj dneh, ker sem se mogla preriniti skozi določene zgodovinske stvari, vendarle ste priča 90 let zgodovine. In sem rekla, zanima me vaša življenjska zgodba. Velik del javnosti pravi, Božo Dimnik, lobist, vi pravite, da je to skoraj zmerljivka. Kdo pravzaprav ste? Kakšno je vaše poslanstvo? Ja, v Sloveniji bi lahko rekel, ja, da je lobist skoraj žaljivka. Posebej pa, ker so v medijih včasih pišejo priznani lobist. Lobist je človek, ki ima sicer res, mora imeti dobre povezave z visoko politiko, ki jo pa vedno izkoristi samo v javnem interesu. Mene se je prijel ime lobist ob osamosvojitvi, ko sem bil vpleten v tiste aktivnosti priznanja Slovenije. In pa, recimo, če samo nekaj primerov povem, ko je imela naša industrija v Lendavi, je imela težave z dobavo surovine iz reke, so me prosili, če lahko interveniram, ker sem pač takrat skozi osamosvajanje spoznal veliko vplivnih ljudi. In sem poklical takratnega predsednika vlade, pa direktorja našega Petrola, Premka je bil takrat direktor, sem jih poklical na Otočec na pogovor. Sem rekel, tlele imata Nosovo, se zmenita, v 4 ure je rekel, Gregorič, vi ste naredili za obe države več kot obe naše vlade. Da povem pa ta slučaj, to je tudi nekaj podobnega. Meni so svetovali v Švici, naj odpremo nerezidenčne račune za državljane bivših republik oziroma bivše Jugoslavije in celo Grčije. In sem šel na Ljubljansko banko, pa še do nekaterih drugih politikov, ki niso razumeli, kaj je to nerezidenčni račun. Pod vplivom Slivnikovega članka, ki je pisal o meni, to se pravi novinarja, kot neka podaljšana roka prejšnje oblasti do Lanca, mi niso verjeli. Sem mislil, da ponujam neke tajne račune, poštne nabiralnike. Niso razumeli, kaj je nerezidenčni račun. Ampak kdo, mislim, vi ste, se pravi, podjetnik, celo življenje bili, ogromno poslov zaključili, manjših in večjih in največjih. Se pravi, kako bi sebe, glede na to, kaj pa mi razlagate, je spet nekaj drugega, kako bi vi sebe, svoje poslanstvo v tem življenju razložili? Kaj je pravzaprav vaše poslanstvo? Težko rečem.
poslanstvo. Jaz sem pač bil menedžer, ne? Čist navaden menedžer, ki je pač se ukvarjal tako z biznisom, kot tudi z drugimi stvarmi. Jaz se nisem samo z gospodarstvom, predvsem z gospodarstvom, ampak ne v tem smislu prodaje, ne. Tudi, recimo, jaz sem se veliko ukvarjal z ekologijo, ne, z ribogojstvom, recimo, ne. Pa ne manj v pridobitne namene, kot pa v ekološkem smislu, ne, ker sem zasledoval, jaz zmeraj pravim, da sem v svojem življenju v 60 letih doživel na področju propada, regresije, torej okolja več kot katerikoli zemljan na tem planetu v tako kratkem času. Tako da mi, ne, jaz kot potapljač in kot ribič, to se pravi v rekah in na morju, sem opazoval ta propad, ki je edinstven, enkratni propad, ne, v tako kratkem času. Tako da imam danes samo še enega ribiča na Jadranu, ki verjame to, kar sem jaz videl, recimo še leta 60 v morju in kar danes ni več. Tako da, če govorite o poslanstvu, je to poslanstvo, ne? Da sem vedno opozarjal na ta problem ekologije, problem svetovnega prebivalstva in regresije, nazadovanja, ne? Pred 40 leti sem napisal članek Voda umira, narod boleha, ne? V podnaslovu Ne vedo in ne verjamejo. Ne? Niso verjeli, kar sem pripovedoval, znali pa tako niso, ker niso nič naredili. Neke stvari, ki se nam zdijo samoumevne, pravzaprav se za vprašati, koliko so zares na daljši rok samoumevne, ne? Sploh niso samoumevne. Ja. Samoumevno je samo to, da če ne bomo nekaj bistvenega naredili, ne? Do zdaj še nič radikalnega, nekaj bistvenega, če ne bomo naredili, meni ni nič žal, da sem toliko star. Ja, nekaj iztočnic, izhodišč bi z vami začela, se mi zdijo zanimive. Morda prav to, da očitate oziroma da opažate, da ni problem, kot mi danes, ne, beremo nekje na široko, častihlepje ali finance, da je pravzaprav problem tudi v naši državi neznanje, nevednost, premalo strokovnosti. Lahko kaj več o tem poveste, kako to vidite? Če zdaj govorimo, vi govorite v slovenskem prostoru, ne? V slovenskem prostoru je ta problem, da nas je, da ljudje, ki nekaj znajo, ne, ki imajo izkušnje, grejo v tujino. Ljudje, ki imajo vizijo, ki imajo cilje, ki imajo strategijo, grejo ven. Ne, ker pravijo, kaj se čem jaz ubadati s tole politiko, ne, z ideologijo, s katero se grejo, v kateri zdaj živimo. Ne, in to je problem, ne, ki ga dolgoročno ki se mi zdi največji problem naše. Nas je premalo enostavno in tisti, se pravi, ki znajo, grejo pa ven. Ja, vi ste zelo verjeli v Slovenijo, ne? Vendarle ste rekli, da Madžari, recimo, so nas nekoč gledali kot gospode Slovence, da smo za njih bili pojem nekega uspeha. Danes pa je drugačna slika. Ne, samo na prejšnje vprašanje, samo to se je treba vprašati, ne. Zakaj smo mi na mestu, torej gospodarsko, to, kar smo zdaj, da smo za Madžari, da smo za Čehi, da smo za Poljaki. Jaz sem ves ta čas, ne, v 60, 70, 80 leta bil vsaj
5-krat, 6-krat, do 10-krat na Madžarskem, na Češkem, na Poljskem, vsako leto. Sem po ribolovnih plati, po lovski plati in tako. Imel sem zelo veliko kontaktov in prijateljev. In moram reči, da če bi mi nekdo, če bi šel z nekom, jaz bi šel z vsakem takrat stavil za vse svoje premoženje, da je to, kar se je zgodilo zdaj, nemogoče. Se pravi, da nas te države kupujejo, da kupujejo banke, da kupujejo podjetja. Bi rekel, to je nemogoče. Taka ogromna razlika, to se niti ne da povedati, kakšna razlika je bila med nami in temi državami, ki jih omenjam. Mi smo bili res Američani za njih. Prav Američani smo bili. To je neverjetno, to je težko razložiti. In tle je treba se vprašati, zakaj se je to zgodilo. Da je nekaj narobe. To je dokaz, da je nekaj narobe. Se preveč obračamo v preteklost, so problemi ideologije. Kaj sploh so ideologije, oziroma kako človek ve, da se ujame v to past? Jaz mislim, da je samo to razlog, da se danes preveč ukvarjamo s preteklostjo. Jaz pravim, da se gremo še zmeraj partizane in domobrance po 70 letih in to izkoriščajo tisti, ki nimajo nobene vizije, nobene strategije in se morajo oklepati neke ideologije, da pridejo, da sploh lahko preživijo, da pridejo na oblast. Saj ni druge agende. Vi v knjigi zanimivo opisujete svojo vizijo politike. Kakšna bi bila po vaše tista politika, ki bi lahko rekli dobra za ljudi? Kdo bi vodil državo? Lahko poveste kaj o tem? Vodil bi tako majhno državo, kot smo mi, bi lahko vodil samo nekdo, ki je v življenju že vse naredil, že vse ima, je preskrbljen in bi bila to njegova častna funkcija, recimo, od ministra naprej. Poglejte, jaz zmeraj delam primerjavo med Slovenijo in Švico. Nas je 2 milijona, Švicarjev je 8 milijonov. V Švici imajo 7 ministrov in predsednika vlade, ki se vsako leto menja. Noben za njega ne ve. Jaz v 30 letih, ko sem živel v Švici, nisem vedel imena ministrov ali pa niti enega ministra nisem vedel. In tudi, če vprašate mimoidoče, 80% sigurno ne ve, ne pozna imena ministrov v Švici. In tudi jaz v 30 letih za nobenega od mojih znancev, prijateljev in tako naprej nisem vedel, v kateri stranki je. Ker je to čisto nepomembno. In zato jaz zmeraj govorim, da bi morali pri tako majhni državi, kot je Slovenija, se je po tem principu, zakaj nismo takrat, recimo, pred 30 leti enostavno prepisali vse, torej, pa večino zakonov, ki jih je Švica že preizkusila v 200-letni zgodovini. Zakaj nismo se šli, zakaj, torej, vsaj iz šole vem, da smo prepisovali od boljših, tisti, ki so kaj znali od slabših. Namreč, ta princip je, da smo ustvarjali podlago za neko delovanje brez vizije, brez strategije, kar od danes na jutri. Ne spreminjamo uredbe, odločbe, zakone in tako, kar po tekočem traku. Kako to, da takrat, ko so vam Švicarji ponudili državljanstvo, recimo, ga niste sprejeli, ste ostali še naprej Slovenec? In po drugi strani vprašanje, kaj bi vi svetovali zdaj pri svojih letih mladini? Starim 20 let, ki je pred njimi cela kariera, življenje in vse možnosti odprte. Najprej
da se intenzivno učijo jezikov. Brez jezikov, če danes recimo znaš, če danes Slovenc zna recimo 3 jezike ali pa vsaj 3 jezike, da jih zna, mu je cel svet pred nogami. Ne. Torej najprej, potem pa enostavno se odločiti za nek poklic, ki ga z veseljem upravlja, ne. Ki ga z veseljem upravlja, ne zaradi denarja, zaradi poklica samega, ne, in to je to. Ampak vi bi jih poslali v tujino, medtem ko recimo sami pa niste sprejeli? Ne v tujino. Ne ostanejo tu? Ne. Jaz sem rekel samo, da znajo jezike, da lahko komunicirajo. Ne. To je najvažnejše za majhne narode nasploh. Ne. To, da lahko komuniciraš, ne. Če bi vsak Slovenc znal vsaj 3 jezike res perfektno, ne, že to bi bil velik prispevek kasnejši reputaciji. Ne. Ker če ne moreš komunicirati, komunikacija je najvažnejša. Posebej, čim manjši je narod, tem bolj je pomembna ta zadeva. Ampak ta znanja, ki ste jih omenjali kot generalno, bom rekla, napako oziroma generalno izhodišče, znanje, ne, za dobro družbo, o kakšnih znanjih govorite? Zakaj manjka znanja? Kakšnega znanja manjka? Ja, torej, nič konkretnega, ne, vse znanje, ne, vse, kar delaš, moraš znati. To je tisti poklic, ki ga upravljaš, moraš dobro znati. Ne. Se moraš učiti, moraš, ne. Jaz sem veliko poklicev, bom rekel, poklicev v narekovanjih menjal, ne. Recimo takrat, ko opisujem v knjigi, da sem postavljal tovarno penjenega betona v Vodicah, ne. Takrat sem šel najprej za 3 mesece na Švedsko v tovarno, kjer sem se naučil oziroma se priučil te tehnologije. Ne. Vsako stvar, ki se jo lotiš, jo moraš poznati, dobro poznati, da jo dobro tudi izpelješ. Ne. Pri nas se pa, vidite, ljudje sprejemajo položaje, enkrat je minister za to, drugič je minister za drugo. Ne. Skratka, vsak je za vse sposoben, kar pa ne gre. Ne. Problem je to, da tisto, kar delaš, moraš res znati. Ne. Moraš res obvladati. Ne. Recimo, konkretno primer mene, se to opisujem v knjigi, enkrat Drnovšek ponudil, ker sem kritiziral neki čez ministrstvo za zdravje. Pa je rekel, ti pa je za ministra, ne. Pa sem rekel, jaz ne. Ja, zakaj? Prav zdravnik si, pa z medicinskim biznisom se ukvarjal, vsi pa to ne. Ja, ampak jaz nisem bil en dan v državni službi. Ne vem, kako funkcionira ministrstvo. Že samo to, ne. Čeprav bi vedel 80%, ampak nekaj pa ne vem, ne. Kaj je pravzaprav vaše vodilo bilo v življenju? Kaj vas je vodilo, glede na to, kakšne bogate izkušnje ste si nabrali ob druženju in delovanju pravzaprav po velikem kosu sveta? Saj vam je bilo letalo prevozno sredstvo, kot je nekomu kolo, ne, recimo? Ja, recimo, ja. Ne vem, kaj mislite s tem. Ali so bile ambicije, ki so vas vodile? So bile finance, ki so vas vodile? Je bilo neko prepričanje, da želite nekaj dati svetu? Je bila radovednost? Je bilo vse to? Kaj vas je vodilo v življenju tisto? Ja, predvsem radovednost. Ne. Predvsem radovednost, da bi odkril nekaj novega. Vedno sem prišel do točke, da bi še nekaj, ne, da bi še nekaj, ne. Recimo, jaz zdaj kot otrok, ne, recimo 10 let sem bil star med vojno, med drugo svetovno vojno. Meni ni bilo nikoli za denar, čeprav sem ga imel glih takrat,
v prestižnem pomenu, ne, to, da sploh nisem vedel, koliko imam denarja, ker sem rekel, sem lovil ribe, ne, pa sem prodajal vsak večer, sem prodajal, ker ni bilo mesa, sem prodajal ribe, ne. Poleg tega sem lahko še lovil, ker je bila naša voda, sem lahko lovil tudi na sačo, sak se imenuje, to na vrste mreža, ne. Sem ogromno rib nalovil, tako da sem imel toliko denarja, da mi ga je ostalo v eni škatli še, ko je vojne bilo konec, lir, da sploh ne vem koliko, ne. Torej, nesorazmerno predvsem pa za tista leta. Leta, 10 let, ja. Nesorazmerno veliko denarja sem imel, ne. Povabil sem celo drhal mojih sošolcev pa prijateljev na sladoled tam pri Zalazniku, ne. Pa take stvari sem delal. Ampak denar mi ni nič pomenil, ne. Mene, recimo, ja, in tudi takrat bi lahko veliko več denarja še, če bi lovil na sačo, na mrežo, ne, ker se mreža se pač, to ni športni način ribolova, ampak mene to ni zanimalo loviti sačo, čeprav bi bil ekonomski efekt mnogo večji, ne. Ampak jaz sem raje lovil na športni način, ne, z muho in tako, muharil sem, ne. Se pravi, meni denar nič ni pomenil, ne. Kaj je po vaše pomembno za uspeh, da je recimo človek kot podjetnik, da je uspešen in česa bi se moral človek izogibati, če bi želel uspeti? Laži in pretiravanja. V 2 besedah. Nikoli ne smeš pretiravati v ocenjevanju svojega produkta oziroma tisto, kar ponujaš, ne. Nikoli se ne smeš zlagati v poslu. To je največja napaka, ki jo delajo, da pretiravajo, ne, v ocenjevanju svojega produkta, ne. In pa se pa izkaže, da pa to ni tako, ne. Recimo, jaz sem to večkrat rekel, če bi recimo moj avto, ki je zdajle mora biti vreden 30 000 evrov, pa če bi eden rekel, dam ti 100 000 evrov zdajle, sam da mi ga daš zdajle. Rekel, ne dam ga. Zakaj? Zakaj ga ne daš? Ja, zaradi tega, ker boš ti pa tu eden vprašal, koliko si pa dal za ta avto, ne? Ja, te je fajn nategnil, ne. Nikoli ne smeš, ne moreš biti zmeraj v okvirih, da rečejo potem ljudje, ja, če je pa dimnik rekel, pa ja. Do te stopnje mora vsak podjetnik priti, da reče, ja, če pa on rekel, pa to drži. Zakaj vas imajo določeni mediji tako v zobeh? Recimo ravno o tem, ko govorite, da vam je pomembno, da imate eno spoštovanje, da prepoznajo v vas recimo spoštovanja vrednega človeka, vendarle v medijih pa zasledimo marsikaj. Kako to razumete oziroma kako to razlagate? Ja, to razlagam predvsem z nestrokovnostjo novinarjev, ne, ki nikoli ne pride v obe strani vprašati, ne. Ampak vedno stremijo po nekih aferah. To je moje sporočilo medijem. Nikoli ne lagati, ne. Vedno preverjati stvari, ki jih pišeš, ne. Zaradi širše koristi, ne samo zaradi bolečine, ki mu jo prizadeneš, ne. Ampak zaradi tega, kar sem imel, jaz sem imel dostikrat, ne jaz težave. Težave so imeli drugi, ki bi lahko imeli od mene koristi, ne. Pa so me mediji diskreditirali, ne. To je moje sporočilo. Zdaj, vi ste v življenju naredili kar, kot sem rekla, velike poteze, oziroma tisti, ki bo prebral knjigo, bo videl, kje vse ste
posredovali oziroma sodelovali, kaj ste počeli in tako naprej. Lahko govorimo o človeku, ki je delal velike poteze. In ponavadi taki ljudje imajo tudi več napak oziroma več napačnih odločitev sprejetih. Ali se kaj obžalujete? Ali se o čem kesate? Bi skoraj rekel, da ne. Veste, če si dejaven na velikih področjih in delaš po tistem takratni oceni, je to bilo v tistem obdobju optimalno. Jaz se skoraj ne spomnim ene poteze, ki bi takrat v tistem času ne bila optimalna. Seveda iz retrospektive lahko marsikaj smatraš, da bi lahko boljše naredil. Ampak je treba vedno, to je tisto ocenjevanje preteklih dogodkov, je zmeraj vezano na časovno distanco. Se ne da. Jaz recimo se dejansko ne spomnim, vsaj v poslovnem življenju, privatnem mora biti že, ampak v poslovnem življenju se pa privatnem se mora biti res kar nekaj napak narediti, ampak v poslovnem življenju pa mislim, da ne, sploh ne spomnim nobene. Je pa zmeraj to gledano z časovne distance. Ja, no, knjiga je res transparentna, oziroma v knjigi je ogromno napisanega in notri je zapisano tudi marsikakšno ime. Se pravi, tu je bil moment, ko sem se vprašala, kaj bi ti ljudje mislili si, če bi to brali. Ste kdaj to obžalovali? Morda res je bilo kakšno ime preveč. Morda res, ampak to sem šele kasneje videl, ko je meni se zdele sicer stvari logične, ker sem jih prepodval in je zapisovalec. Sem kar preskočil to. 2-3 imena bi jaz spustil, ampak drugače pa ne. V celoti ne. 2-3 imena bi pa spustil. Kaj bi bila vaša želja za Slovenijo v tem danem momentu? Kaj se da narediti? Kakšna je vaša napoved za sedanjo bližnjo prihodnost? Ja, moram reči, da sem pa zelo skeptičen, če se bo tako naredilo. Zelo sem žalosten, moram reči, če se bo to tako na ta razdvojenost, ki jo zdaj opazujemo, če se bo to nadaljevalo, potem sem res zelo, zelo skeptičen. Veste, mi živimo v zelo težkih časih, ne samo zdaj zaradi korone in tako, ampak enostavno planet že skoraj več ne prenaša te obljudenosti. Ko sem se jaz rodil, nas je bilo 2,5 milijarde, zdaj nas je pa skoraj 9. In ta planet dejansko ima neke meje, jasno, že v smislu prehranjevalne verige in tako dalje. In tega se veliko premalo zavedamo. In jaz sem velik pesimist, kar se tiče mladih naših zanamcev. Jaz mislim, da to, kar danes govorijo o ukrepih za zmanjšanje tega pritiska, mislim, da so te ukrepi zelo, zelo minimalni. Minimalni, da bilo to je treba nekaj res radikalnega narediti. Imate idejo? Ne, jo nimam, ker je preveč multifunkcionalna. Res jo nimam. Skratka, predvsem, če govorim zdaj za Slovenijo, predvsem poenotenje. Ta razdvojenost
mi se zdaj kregamo samo okoli ideoloških vprašanj. Ne pa tistega bistvenega, to, kar dejansko, kar bomo doživeli v naslednjih 5-10 letih. Doktor Božo Dimnik, hvala za ta pogovor, povedali ste svoje. Če tudi niste najbolj optimistično naravnani, vendarle tako je vaše mnenje, zdaj pa bomo videli, s čim nas bo presenetila prihodnost. Hvala za pogovor. To je bil doktor Božo Dimnik.